vprašanje za gospoda Arčona. Po prvem krogu, ki se je končal, ki se je zaključil pred približno 10 dnevi, je zgodba precej podobna volitvam pred 8 leti, leta 2010, ko ste v prvem krogu zaostajali za Darinko Kozec, predstavnico župansko kandidatko takrat vladajoče SD, na to pa ste v drugem krogu prepričljivo zmagali. Tudi zaradi napovedi, da bo z vami zavel nov veter, oziroma takrat ste rekli nov zagon. Podobno kot takrat Kozličeva, ste sedaj vi podajate v drugi krog z prvega mesta. SD je takrat izgubila 2 sedeža v mestnem svetu, tudi vaša lista je na pravkar končanih volitvah izgubila 2 sedeža. Nov veter pa zdaj obljublja vaš zivalec, torej podobnosti je kar nekaj, vas bi moralo skrbeti. Ja, spoštovana novinarja, odgovorni urednik, spoštovane občanke in občani, lep dober večer. Hvala za vprašanje. Jaz ne vlečem usporednic za nazaj. Jaz sem že večkrat povedal, da volitve niso tekma, volitve so izbira. In sam kandidiram s svojim programom, s podporo listnih strank, s podporo ljudi iz vseh krajevnih skupnosti, s podporo ljudi iz gospodarstva, kulture, šolstva in športa. In na ljudeh, na občankah in občanih je, da izberejo. In mi kot kandidati smo dolžni spoštovati odločitev ljudi. Kar se mi zdi najbolj pomembno pa je to, da kandidiram s programom, ki je uresničljiv, ki točno nakazuje rešitve in s programom, ki ima tudi vir financiranja. Za tem programom stojim in v ta program tudi verjamem. In tako kot verjamem tudi v moj uspeh. Gospod Mikljevič, pa vendar, bi ga moralo skrbeti. In če malce za šalo povprašam in seveda v tem konkretnem kontekstu, ste vi novi Matej Arčon. Smešil pa posod. To bi pa bilo, ja. Čos stoletja. Ampak, kot ste opazili, se mi pa dobro razumeva in tudi meni je včas, da lahko predstaviva najna programa in najna sloga vodenja, tako kot se spodobi, zato da imate vi izbiro. Moram pa še nekaj dodati ob pozdravu, ob lepem dober večer vsem vam, da je danes prav posebno soočenje. Pred toliko Goričankami in Goričani in prebivalci naše občine se še nismo soočili do zdaj, bile so kamere, bili so mikrofoni, to je pa zdaj prav posebno in imam nekaj metuljčkov v želodcu. Tako, vprašanje je bilo, če bom... Aha, če se ima kaj zabati, seveda se ima skrbeti ne, veste, sej tukaj gre za nek proces, neko demokracijo, kjer je vsake 4 leta to nekaj popolnoma normalnega in tudi to, kad gre za to, soočamo programe, mandat je jasno, trajanje mandata je jasno. Me pa veseli to, da so občanke in občani pokazali na volitvah v mestni svet, da so pripravljeni na spremembe, da si želijo spremembe. To je jasno iz sestave, to je jasno iz zelo prepričljive zmage Goriške.si in s tem stopam tudi z nekim posebnim navdihom oziroma s posebnim zanosom v drugi krog. Torej, pričakujemo uspeh v drugem krogu, pričakujemo, da se bo tisto, kar se je odrazilo v mestnem svetu, odrazilo tudi na županskih volitvah.